Učenje se rima z življenjem. Izslednje je izpostavljeno tudi v imenu pravkar odvijajočega se tedna vseživljenjskega učenja. Ta letos poteka že 24 let zapored in ponuja pester ter raznolik program dogodkov. Posavskega in vseslovenskega za našim predavanjem pomembno soplikujemo tudi mi. Z nami je turinolog Gregor Kodrič, ki nam bo v prihodnji uri predstavil turina masaža. To je starodavna ročna tehnika, s katero preko meridianov in akupresورnih točk uravnotežimo energetsko stanje v telesu. Omogoča nam tudi odkrivanje že nastalih energetskih neravnovesij, sprošča, obnavlja in harmonizira, s tem pa preprečuje proces nastajanja bolezni. Gregor, izrekam ti dobrodošlico naših prostorih, ki predajam besedo. Izvolite. Hvala lepa. Lep pozdrav še v mojem imenu, kot je že pravnogovornik rečeno, sem fiziolog Gregor Kodrič, šolam v šoli Udrina v Ljubljani. Še na teden tudi diagnostik tradicionalne kitajske medicine, se pravi sem sam klinično te šole. Danes sem nekako pripravil en ključen programček, kako bo spoznati začetke tudinologije in kako sebe prepoznati kot potencialnega, bomo rekli, kot potencialnega delavca na sebi. Na začetku bi najprej rad sploh povedal razlike med klasičnimi metodami, kot so klasična masaža, terapevtske, športne in tako, in pa seveda turina terapija. Klasične masaže delujejo po principu sproščanja mišic. Recimo kiropraktiki, bomo rekli, da bolj nastavljajo kosti in tako naprej, medtem ko mi turinologi iščemo neravnovesja v telesu, zaradi katerih je tudi prišlo potem do že nastale situacije bolezni. Neravnovesje se kaže tudi že kot glavobol, se pravi, po tradicionalni kitajski medicini človek že recimo bolan, tudi če ima glavobole, slabo počutje ali pa nihanje v teh. In se pravi, glavna razlika je ravno v tem, klasična masaža sprošča, turinologija pa harmonizira, se pravi, nekako dajemo v ravnovesje celo telo. Tale znakec, verjetno vsi poznate, velikrat ga vidi prvom škole fotografiranega v znakcih in takole naprej in zdaj. Pa potem kar povprašam skozi ta leta, če povem, zakaj to nosite, ampak večina odgovora je takšnih, mi je pač všeč, ne vem, neki pomeni, je tam z japonske in tako naprej, celo še iz teh drugih krajev, ampak gre res za starodavni znak ravnovesja v telesu. Nikoli v življenju ne moremo govoriti o tem, da mi gremo nekam, kjer bomo dobili neko energijo. Se pravi, tradicionalna kitajska medicina, tudi ta Jan predstavlja eno celoto, kar pomeni, da ima človek eno energijo, ki je vse približujoča, vse obširna in energijo, ki jo čuvam doktorstva v tem svetu. Bioznakec predstavlja, bomo rekli, Yang, predstavlja vročino, toploto, tisto, kar je vedno zgoraj. Nikoli ne govorimo, da je to boljše, ali pa da recimo potem tisto črno slabše. Še enkrat, gre samo za razno ravnovesja, gor pa dol. Smo rekli, noč bo potem yin, dan bo potem yang. Če pa človek preveč yanga, da več takole, pa ti tako povemo, da bo recimo lahko bolela glava, hitreje se bo recimo razjezil, po drugi strani, če govorimo o yinu, bo ta glava bolj popolnoma drugače, po tisto tiščanje navznoter, človek leži, pa domačno mi reče ljudje, sam puste da prve. Se pravi, takrat ni več možno komunikacije in pa seveda yin je potem, bomo rekli, noč in tako naprej, ali pa recimo mraz, sama vročina. Ker smo rekli, da je to ena energija, vse premožujoča in vse obširna, se pravi, če je nekje potem več energije, je seveda se gotovo se nekje tudi manj. To mogoče na način, bomo rekli, žalosti po naši zahodnji, vzhodni medicini, v bistvu, ker res zdravimo samo posledice nečesa, potem pa patološko se najprej vprašamo, zakaj je to sploh nastalo. Velikokrat tam, kjer boli, je v bistvu samo posledica nečesa, deleč pa tega, da je tam vzrok. Se pravi, vzrok lahko nastane popolnoma iz drugega dela telesa, iz drugega organa in lahko
traja že več dni, mesecev, lahko tudi let, mislim, da tako za kakšno težavo gre. Zgodovina tradicionalne kitajske medicine se je začela pred slabih 4000 let nazaj, čisto preprosti zapiski, nekako takole, kot so jih uspeli Kitajci razbrati. Če jih je kaj bolel, so se nečkaj čohali, mi še danes tole, veliko krat ljudje, veliko jih gleda takole, jih opazuje, kako se kjer drži, ali se zapira, ali se odpira. Jasno, ne? Vsi imamo mi te čutila, vsak izmed nas tako to zelo dobro opazi. Čez stoletje in stoletje so potem nekako, bomo rekli, naštudirali, da če ti prej vrtijo, da se še bolj greje in da pač niso odpravili neke bolečine ali pa zelo večja, ne? Če so pa to začeli delati počasneje, pa samo s pritiskom, so pa to bolečine počasi seveda zmanjšali, ne? In tako naprej do naše, bomo rekli, sodobne medicine. Anatomija je zelo podobna, tudi vsi te meridiani, ki bomo potem kasneje spoznali, je popolnoma enako, kar reč tudi se provocira preko naši evropski medicini. Backshot točke. Najprej moram povedati, da živci po tradicionalni kitajski medicini, bodi si backshot točke, meridiani, bodi si katerikoli druge točke, fluentne oblivne ali ekstra točke, so vedno pred mišicami, kar pomeni, da ni potrebe po nekem, po domače reče, udriga po človeku, nekih grobosti, pri terapijah in tako naprej. Je pa res, da če človek pritisne na živce, reda, tudi če gre za dozorniku, pa če pritisne na živce, vsega več ne zaboli, ne. Bomo rekli tudi, da če gre za jam, ali pa za kakšne podnetje, ali pa stanja bolečin, ko boleli, sicer pa seveda ne. Ko smo pri bolečinah, če prej tole razložim, da povem še to, da bolečina ni pokazatelj, bomo rekli, težav po tradicionalni kitajski medicini. Kar želim povedati je to, da sama bolečina je v bistvu samo posledica treh zadev. Ali fizičnega udara, vnetja ali pa preveč janka. Preveč energije v nekaj določenem sklopu. Koli se rogu, prstu, ušesu, učku, kjerkoli. Žal, vse najtežje stvari, tudi bolezni, prihajajo popolnoma brez bolečine, se pravi, šele takrat se dozirajo, da smo že prej izbolani, vse krat bi bolen naprej in tako nazaj. Neč ne boli. Backshot točke predstavljajo nekako, tako bomo rekli, naše organe. Tele rdeci krivci je vsak na svojem redencu in vsak je vezan na svoj organ. Verjetno se že daj vidim pri kakšnem človeku, da je imel v bistvu iz katenice nekaj takole, recimo, pa spet nazaj, pa spet naprej, recimo, da ni flekesto malo tudi malo tam, takrat je, recimo, neravnovesje v teh živcih in je točno to po teh meridianu. Takole predstavljajo vsi naši organi, po domače povedano je pa takole. Spodnji del, se pravi, takole nečkaj nad križanico, je dve del prvih 5 vretenc izredno pomembnih in kot čustvo predstavlja naše strahove, našo ljubino, naše dejanje, ali bo ali ne bo, tako kot naš mraz in pa seveda našo voljo. Če gremo malo više, da piše takole trojni grež, rodec vravnica, predstavlja našo razmišljanje, skrb razmišljanje, takrat bo ljudje, kot takole se pački držali, takole recimo, medtem za dve del bi pa bolj takole, bolj sebe. Sredina hrbtenice, to je tisto, ko se človek prepogne, v bistvu najbolj ven pogleda, je pa bolj naša kreativnost, naše načrti, projekti, cilj, sanje, tudi naša odločnost, pa seveda tudi naša jeza, Zato ima človek tam vedno večki nagadne jeze, nekako bomo rekli, zelo pogosto čustvo, ki ga doživljamo vsak dan. Ne samo jeza, da se jezimo, da se kričimo in tako naprej, tudi frustracija, tisto, kar je pred jezo, seveda spada v samo jezo, bomo poznali potem v samem elementu. Ta točka, ki v bistvu je večki presledka, ni napisana, seveda pa živc obstaja, samo ni vezan na organ, ampak na grlo, psihološko pa je izredno pomembna takrat povprašam človeka, ali je v življenju slišan ali v življenju ni slišan. Višje gore so pa naša čustva, prav tista, kaj sprejeti v življenje in kdaj, kaj spustiti iz življenja in kdaj, bomo rekli tudi takole, kvaliteta odnosa z drugimi ljudmi in tako naprej. Leva stran hrbtenice je veliko bolj, bomo rekla, yin stran, kar pomeni veliko bolj ženska stran. Večina ljudi
na začetnih obdobjih, ker prehaja k meni, imam več ali manj težav na levi strani. Sploh ni pomembno, ali človek desničar ali levičar, ampak vse se več ali manj nahaja na levi strani. Medtem ko pa desna stran predstavlja bolj moškost, bomo rekli bolj organe, ne, tudi mogoče večji kota, ne, se pa pojav šele takrat, ko izčrpamo sam yang. Definicija nastanka bolezni. Po domače bom poskušal razložiti. Če človek dolgo časa primer nekaj boli, ne, pa tudi če potem neka, ni nujno, da so se težave rešene. Večkrat se težave ne reši, kot da se reši. Ne. In ko porabimo ta yang, se pravi, ta naš presežek energijo določeni točki, ki je vezana na svoj organ, se začne porabljati yin. Takrat se navadno, oziroma tudi lahko preseli zadeva na desno stran, takrat se nam bolj potrožijo, najprej me bolje na levi, zdaj se ga preseli na desno stran, pa v bistvu niso se več kaj dosti zmotil. Ko se pa še tisi yin počrpa, potem pa seveda začne izčrpavati te točke v našem organu, in potem recimo na dolgi rok lahko tudi zbolimo. Najprej se dokaže odpadanje recimo imunskega sistema, kakšno slabše počuti, morate vedeti, naše telo je neverjetno obrambno nastrojeno, zelo dolgo, zelo hitro upravljati, tudi recimo naša zdravila, ki napišejo naši moreni zdravniki, ki dobro učinkujejo za tisto težavo, ki je trenutno želeča, ne pa žal za cel sklop. Takole sem mi želel pokažati vam meridiane, te energetske poti po telesu, bomo rekli čisto kole, recimo nasplošno. Rad imam, da se te človek ve primer, kje potekajo določeni organi, kateri živci. Bomo takole rekli, tisto, kar je najpomembneje, recimo naše razmišljanje, za katerega sta odgovorna hranica, ampak predvsem želodec, potekate takole, tale zadena črtka, tale bolj viola je vranica in potekata po nogi. En je yin, en je yang. Večkrat me vprašajo potem ljudje, kje je pa srce. Vsi nekako pričakujejo in mislijo, ni me najbolj jasno, kje, da je srce, bomo rekli, zelo pomemben spektar, kar se tiče živcev, pa je v bistvu najkrajši meridian. Zdaj, če bi tale rdeča, ta pikica znotraj dela mezinčka, poteka se pod pajskove in v bistvu to je vse, kar se tiče srca na telesu. Zato moramo biti še tu bolj pozorni na drvenjenje, recimo rok, prstov, predvsem, če gre za mezinček. Če tudi daj koga infarkta, bi taka roka zašteka, in zašteka točno tlele po teh meridianih. Opozarja pa recimo to že kar rečemo, tudi lahko to pol leta in še več. Takole v stran, ali da stranjetka izpravim, gre meridian oziroma energetska pot žolčnika, čez vsa rebra, potem skoraj do vrha, čez ramena, preko zvidne mišice, čez oko in tako naprej. To, kar je premeno, je pa en zelo pomemben meridian, mehur. Človek bi si mislil, da ni tako pomemben teles, ampak na mehurju se zazna največ zadev na začetku. Tudi, če karkoli narobe, ali zračni zdravniki v bistvu najprej vzame kri, tako da je še malo lulat, da se tlele pokaže. Predstavnik tajske medicini pa pač vidimo na telesu. Začne se potičko oči, gre čez celo glavo dol, v dveh vejah, čez celo križnico, veliki trokander oziroma kolk po domače, se pravi skozi dol, čez peto, to mezinčka, tudi takrat ljudje pravijo, peta bolira, pa tiste peti, se pravi, ta meridian gre tlele čez. Da bo tole večkrat bolj jasno, bomo pa se tlele posvetiti zdaj našim kropcem, našim elementom in bo poskušal čim bolj nekako tole razložiti. Element vode, še slab se vidi, pa bom jaz to povedal. Najprej moder krovec. Dejstvo, da element voda pripada modra barva ali pa črna. Jaz poznam ljudi, ki pravijo, ali ki vidim, da je 10 let hodil v črni barvi, pol je to doma pisani, potem večki svetu drugi, ampak verjemite mi, človek, ki je v bistvu, ki ima tudi nekaj, bomo rekli, nekaj določena neravnovesja, tu seveda ni rečeno nič še bomo rekli vsebnega, slabega, kakorkoli, ampak vsaka barva predstavlja človeka že na vides, ker če malo človek pomisli, nekaj, kar človek ne more obleči, se tudi ne bo obleko, ni variant, čeprav eno to potem ne razmišlja, pa bo povedati takole. Voda kot element bo pripadala dva organa, to sta ledvice
in pa mehur. Prej, stojičko zadnjega konca smo pokazali, da pripada tudi nekaj predvenim modelom, tako da spodega, ne? In bomo rekli tako, voda nam daje in pa sam element vode daje našo voljo, moč, zagon, življenjsko usmeritev, daje nam tisto, da znamo v bistvu svojo voljo spotencirati, da se znamo sami spodbujati in tako naprej. Po drugi strani nam daje tudi precej mraza, straha, ne? Adrenalina in tako naprej. Značilno za element vode je ta mraz. Mraz kot mrzle dlani, mrzla stopala, neki mezebe, ali pa kar cel na neki zebe, ali pa preveč tega nihanja, ne? Ni važno, je to poletje rezina. Ljudje, ki imajo neravnovesje v tem elementu, bo tudi, recimo, polet, če zna 30 stopinj, tudi začer zahladim, ne? Mogoče nekomu zraven bo še samo zahoče, ne? Zelo zanimivo je tudi, bomo rekli, okus, ki takrat predpuje, ne? To je pa slan. Recimo, naša medicina pravi, da sol dehidrira telo, ne? Spravo izčrpuje vodo, predstavlja kitajska medicina, pa jaz v bistvu pa zraven z samo svojo, ne? Se pravi, najlepši svojni cvet, nekaj najboljšega za ratličke in potem tudi, recimo, za ozdravitev ljudi, tudi pri samem unetju, pa tudi pri teh psihičnih simptomih, kot je govorimo. Se pravi, strah, mraz, volja in tako naprej, zagon. Ledvice upravljajo z, bomo rekli, s celotnim telesom kot z energijo. So izvor vseh in jak energij telesu in kot take napajajo ostale organe. V ledvicah je skrita tudi naša esenca, se pravi, to je naš emocionalni delni zapis, ki smo ga dobili ob rojstvu, pa od mame, pa od tateta, naš DNK, in seveda ta esenca potem hrani tudi možgane. Ledvice upravljajo s kostmi, s kostnim mozgom, s hrbtenjačo, se pravi z vsemi živci in pa z gretnim našega telesa. Prej, ko smo govorili o tem zunanjem takjem dejavniku do nas, se pravi, ledvice so tista, ki grejo naše telo in nobena druga zadeva. Potem pa drugi element je pa element lesa. Les, seveda najprej barva, zelena, se pravi, predstavlja našo kreativnost, naše načrte, naše projekte, cilje, sanje, tisto, da znamo prepoznavati svoje lastne potenciale in da se jih sploh dovolimo tudi v bistvu udejanjih. Se pravi, jaz imam neko željo, zdaj pa jaz zaradi okolice ali tako, da je zaradi partnerja, ne bom, jaz pa tega zdaj se ne bom pravoščil. Se pravi, tist moment bomo znervirali, se pravi, pretok čira samih jeter, pa seveda tudi same ročnine in tako naprej. Po drugi strani na element lesa tudi ogromno odločnosti, naše iniciative, pa seveda pojiti veliko tudi tisto, da znamo prepoznavati svoje lastne težave. Element lesa pripada pomladi, se pravi, v okolju, se pravi, v lepem času, v katerem smo zdaj, tudi temu, zelena barva, dost pomen, v bistvu daje poleg tega našo kreativnost, seveda, in se pravi, naše cilje, seveda ima to drug vidik. Drug vidik, če človek nima kreativnosti, če nima načrtov, če nima nekih ciljev in tako naprej, pa seveda depresija. In človek, ki je depresiv, ki ne ve, kam bi sam seboj, ko je vse težko in tako naprej, seveda je tudi takrat isto, kot krepil jeseta in priročnik. Kaj ste opazili, da pa žolčnih organa, ki pripravljajo elementom lesa, kažejo se na nohti. To so tisti take krpki nohti, če takole človek pogleda take lise na nohtih, ali pa mogoče taki beli vzorčki in tako naprej, mehki, se pravi, degenerirani nohti in tako naprej, pa jeza. Jeza, ampak zakaj? Se pravi, kaj je človekovo bistvo kot temelj, ker ni nekaj tako, kot smo se mi zamislili, ker se pravi, da so bili prekinjeni neki naši načrti, cilji, nekaj, kar smo se mi želeli, in seveda to privede do frustracije, tako je zatem pa do jeze, seveda, potem je znan rezultat vsega. Veter je zunanji patogeni dejavnik elementa lesa. Zakaj je veter? Namreč, mačke starejša zgodovina znane kitajske medicine nas uči, da je sam veter v jetri glavni povod za neravnovesje tega elementa. To je takrat, ko se človek rezi, pa kar rdeče tiste oči, hutje in tako naprej, vse bote gor, ni pa nujno. Včasih lahko tudi, se pravi,
gre dole, se pravi, in v noge, ali se bo v ta del in tako naprej, ni to pravilo. Vendar pa zato, ker bomo rekli, ker so jedra tiste organe, katere so odgovorne za to, da energijo razprašujejo pravilno v vse dele telesa. Ko gre pa z neravnovesje, pa samo enega. Okus je pa isto. Spoznate nekaj ljudi, ki bi prav odkoli spoko prečili, ker se telo že bolj črpano, ste pa tudi jedra prežoči, pravi, ja, zdaj veliki kislo paprika, pa kisle kumarce, se pravi, prvi pokazati spet neravnovesja, v tem elementu, oziroma nekaj se s tem dogaja. Po drugi strani pa seveda Bog ne nekaj kislo, se pravi, to pa jaz sploh ne maram, tega pa jaz sploh ne moram pogovarjati, ker me že kar stresa. Gre za popolnoma enake zadeve. Vse pa izvira iz mladosti pri otrocih. Če je starš premalj strok, če starš nima besede, bo otrok seveda to začel spridno izkoriščati in verjemite mi, čez čas bo spremenil kar malega tirana. Kasneje v življenju bo lahko imel hude težave, popolnoma bomo rekli dajati ali pa sprejemati ljubezni. Po drugi strani bomo pa rekli, da preveč omejevanja, spet pa bomo rekli, pa spet ni v redu, pa zaradi nasprotnega si vidika, potem se pa otrok ne bo neč upal. Da ponastavim po domače, če bi imeli pa otroka tle enega z uravnoteženim elementom lesa, enega pa bomo rekli, da je malo manj uravnotežena in da na kocke, po tiste, ko je imel uravnotežen element lesa, znal sestaviti grad, avtomobilčke, avtocesto, pa še 3/4 zadev imel, se pravi, ta otrok se bo igral 2 ure lahko na tle, otrok, ki pa ima že disharmonijo tega elementa, bo pa seveda začel brcati stvari, to bo predstavljati jezdo, sploh ne bo prišli, sploh ni pogoja, da bi se s tem igral. Se pravi, če bo brcati te kocke in na tak način tudi jaz tam pripelje otroka, recimo, kar tam nekaj tam 8 leta starosti, recimo, zelo hitro se vidi ta neravnovesje. Ok. Element ognja. Ta element pa pripada, bomo rekli, samemu poletju. Tudi razstavljeni Kitajski recimo mogoče bolj to avgust septembra, pa recimo pri nas je to juli že in tako naprej, mogoče tudi juli, če precej vroče. Zanimiv element, namreč edini element, ki ima 4 zadeve, noter 3 organe in pa en meridian. Se pravi, srce, pelikard, trojni grelec in tako črevo so 3 organi in pa en meridian, ki pripadajo tem elementu. Element ognja daje našo iskro, strast, žar, plino, sijaj, bomo rekli, radodarnost, pa tudi spomin, pa tudi tisto, da znamo to toplino izžarevati, da smo navdušeni za prihajajoče si dogodke, da znamo s tem navdušiti druge ljudi, da znamo povedati v miru, da nismo preveč euforični, bomo rekli in tako naprej. Po drugi strani, nam pa lahko tale element daje tudi ravno nasprotno, se pravi, nezainteresiranost niti za dogodke, niti za ljudi, kaj še da gremo nekam, kjer je še več treba energije vložiti, se pravi, pusti na primer tipej, sam že želiš, kjer smo doma ustavili, tako naprej in tako nazaj. Barva rdeča, rdeča barva zelo taka, bomo rekli, kričeča, bomo rekli, da je barva za pomeni, ampak včasih je to paše. Ker je čustvo tega elementa veselje, bomo tu razložili takole. Kadar je človek preveč vesel, bomo rekli, bomo mi lajki rekli, pogledaj, ta je skus dobre volje, ta je skus vesel in zaradi tega še rekli, da je res lepo, Naj vam povem, da je tukaj za popolnoma enako neravnovesje, pa tudi če je tega veselja seveda premanj, Spravi, preveliko veseljačenje, prevelika euforičnost, tudi za te športne dogodke, pa to bomo rekli, da je človek kar manj nor, narekovaj predstavlja kar hudo neravnovesje, elemento ognja in moti naš organček, tale meridian. Ljudje značilni za ta element, ni jih toliko, se jih pa prepoznamo. Predvsem je to, če je takšna družba, piknik, fešta in tako naprej, tako nazaj, bo ta človek v središču pozornosti s svojimi, bomo rekli, zgodbicami, želel spravljati v smeh vse ljudi okrog sebe. In težko bo tudi pustil kot drugim do besede, on bo glavno, s predvsej, bomo rekli, z nasprotnim stanjem, kot takrat, kada je sam. Element ognja
in pa vsi tele organčki upravljajo s krvjo in žilami. Bomo rekli, turboze in take zadeve, dile peptoris in tako naprej, spadajo v ta element samega ognja, takrat na ta način jaz in tudi začnemo zdraviti. Okus je pa grenko, se pravi grenko, neki grenki da paše za sam, niso na to, da bi rekel šel grenko, v bistvu zagrniti takole kakšnim pod jezikom, ne? To je to. Potem pa ali paše ali ne. Se pravi, če popolnoma ne paše, gre za neko neravnovesje, pa čudi, če ga več paše, je popolnoma tudi neravnovesje. Se pravi, vedno in povsod dobimo ta 50-50%. Naslednji element je pa zemlja, zelo zanimiv element, seveda pripada tako moški kot ženska, da si smo živi, ampak bolj so ženske tiste, ki v bistvu se več odvarjajo s tem elementom. Bomo rekli, najprej barva rjavkasto rumena, pripada jeseni, oziroma takrat, ko so naši pridelki zreli, ko pobiramo, in tako naprej, ko se narava seveda pripravlja za zaslužen počitek. Za zemljo je predvsem značilno takole. Dom, stabilnost, varnost, bomo rekli tudi tisto pomnjenje, razmišljanje. Naša mama iz mladosti. Zakaj mama? Ker je bila preveč skrbna, ali pa premalj, ali pa ker je ni bilo. Vranica in želodec sta dva organa, ki pripada temu elementu. Vete, tisto popravijo, če boš preveč razmišljal, boš dobil še čirne želodce, se pravi, ražira želodec in tako naprej, tako da zdaj živa resnica. Kadar bo človek nestabilnem elementu zemlje, bo začel pretirano skrbeti za dom, za ljudi, ki se v njem, pa tudi za stvari. To je tisto pretirano pospravljanje, sesanje, vidim vsak graf, vsakega pajka, vse, in to jaz moram non-stop pospravljati, vsak dan. Če ne pospravljam, se mi kar meša, bomo rekli, pa dobače reče. Gre za to, da so ljudje potem, ker čutijo v nekaj drugih spektrov, določeno nestabilnost, potem nabežajo preveč na to in na te družinske člane in zato želijo s tem zadovoljiti emocionalni del same sebe, ki sicer ni nahranjen. Je nahranjen potem samo tisti moment, zato treba podobno še nekaj pospravljati. Na globejših nivojih se to maniplicira, bomo rekli, kot hrana, sprav, gre za prenajedanje, preveč je non-stop bi neki jev, pa kar neki, neč konkretnega, ampak zdaj malo, čez 1 uro malo, in še kar spet dosti. Še kar nekaj manjka, pa nekaj manjka, in skozi tisto razmišljanje, več misli na nekaj 2, 5, 10 in tako naprej in tako nazaj. Še na globični voj, da so to alkohol, droge, vsedenost s kakimi športnimi igrami in tako naprej in tako nazaj. Se pravi, poglavitno se je začeli pa v mladosti, se pravi, zato ker človek se ni počutil še popolno varnega, ni se želel iz sebe, ni razmišljal, to privedlo do nečesa, s katerim danes bomo rekli obseden, in s tem želi zadovoljiti svoj emocionalni del, ki je emocionalni svoj, ni nahranjen. Vlaga je zunanji potencialni dejavnik. Se pravi, vlaga je tista, ki bo doprinesla k temu neravnovesju in se bo najhitreje poznali na našem želodcu, na naši vranici. Želodec sam po sebi pa sicer zelo pomembno funkcijo, začne se pri babnem traku želodcu, tisto, kar pojemo, nadaljevanje približno tako sledi, sem nakratko hranil del, se pravi tisti energetski hranil del same hrane, ki vlače v vranico, vranica pa s tem v bistvu potem hrani druge, se pravi, organe, predvsem pa mišice. Predvsem pa mišice. In kadar so mišice, atrofija in tako naprej v državah, kako ljudje, ne vem, kje me boli, ampak celo telo me boli, takrat jih vprašam, kako pa kaj s tem vašim razmišljanjem. Imate težave z razmišljanjem, veliko razmišljate, se sekirate za svoje najbližje, se pravi pretirano, in tako naprej, in tako nazaj. Okus je pa sladko. Zdaj, če dobro mislim, da sladkorna bolezen, res po tradicionalni kitajski medicini je sladkorna bolezen posledica tudi elementa zemlje in pa same vranice, takega želodca. Uravnotežen element zemlje, bomo rekli, da je pač potem to varnost, stabilnost, ta intelekt, to zdravo presojo, da gremo, da se dovolimo tako za razmišljanje, razmislimo in potem pomoč
nadaljujemo z drugo temo, ne pa da se pogovarjamo o tem še naprej, ampak še eno uro je v podzavesti nazaj še tista prva tema, ne? In je nekako ne moramo iz sebe spustiti. Tako. Še zadnji, naš krogec je pa kovina. Kovina je tudi izredno zanimiv, bomo rekli, element. Barva ni samo srebrna, taka sivkasta je tudi bela. Nekako bomo rekli, kadar je pomislim na kovino in pa da ključa pa debelo še bom vedno pomislil na to dihanje, na vdih, na izdih, kaj sprejeti življenja, kaj dati življenja, ne? Se pravi, da imamo ta občutek za redno disciplino, kdaj kaj not vzeti, kdaj kaj ven, ne? Ker v univerzu nas očitno piše takole, ne? Ključa debelo črevo sami vejo, kdaj sprejeti, se pravi, mi ne ravno razmišljati, kdaj bomo dihali, ne? Ker pač tebo diha samo in predihuje, tako naprej, tako nazaj, ne? Lahko pa kontroliramo samo predihovanje, ne? In s tem, kaj bomo v življenju sprejeli, ne? In koga, in daj, in koga bomo spustili. Ne samo ljudi, tudi stvari, tudi dogodke, tudi nazadnje, ko se gre v trgovino, ne? Se človek mora odločiti, kaj bo vzel, ne? In kaj se ne bo vzel. Zakaj piše koža? Kadar se kakršnekoli, se pravi, težave s kožo, mizoli, alergije in tako naprej in tako nazaj, bom najprej pomislil na ključo debelo črevo. Se pravi, edin ta element se odpira na koži, edino ključo debelo črevo, kot recimali kitajski medicini sta prva, na katero pomislim, če ima človek kakšne težave s samo kožo. Čustvo same kovine je pa žalost. Kadar človek zgubi nek smisel, kadar človek nima nekšnega reda in discipline pri sebi, ker tudi nam daje nadležen element kovine, bo skupaj kar neki občutek, ne, sebe, vse ne brez zveze, ampak stvari ga začne prehitro malo žalostiti, ne. Lahko tudi samo že v misli, ko se človek zamisli na neko stvar, ne, da bo nekoga izgubil, ne. Na kronični nivoju, da se tudi to kaže, recimo, lahko za živali, ne, ok, mislim to, lahko tudi za predmete. Mi je pa, ne vem, telefon po tleh se je razbil in pa obdol, ne. Se pravi, tukaj gre za neravnotežen element same kovine, ne. Vsa čustva, vse elementi so posledica nečesa. Se pravi, ljudje, vidite rečemo, kolega, ta je pa žalostni, ta je pa skus vesel, ali pa rečemo, vas pa ti tako hud, tako naprej, tako nazaj, ne. Ne zavedajoč se, da je pač to že posledica nečesa in da je samo izraz, oziroma, ja, izraz trenutnega njegovega stanja. Uravnotežen element kovine nam bo dal zdrav občutek, se pravi, za red in disciplino. Zdrav občutek za vodenje, trdnost, ne, in da točno vemo, kaj se v življenju želimo. Po drugi strani se disharmonija tega elementa kaže na to, da v bistvu bo točno pomankanje tega in bo predvsem nereda v življenju. Ne bo občutka za red in disciplino, ne bomo ne vedeli, da je treba že v osnovnih teh, recimo govoriti spat, da zjutraj, da se bomo naspali tako naprej in tako nazaj. Kaže se na globični nivoj tudi v tem, kot ciničnost. Ciničnost v tem smislu, se pravi, če sem odložil svinčnik tlele, ne sme biti tlele, ker je pretlele. Gre za, takrat bi že kar za hudo neravnovesje tega elementa. Tudi ljudje, ki želijo stopiti iz tega ven, se pravi, treba precej razumevanje, precej dela na sebe in tako naprej in tako nazaj. Zunanji patogen dejavnik je suhost. Vse je tisti, ki pravijo, kam imaš tako suho kožo, da se nekaj namaš, ne? Po tradicionalni kitajski medicini so ključa tista, ki kontrolirajo kožo, tudi, bomo rekli, dlake in pa predvsem kožo kot vlažnost kože. Kako ključa, ne? Če nekak element vode, bolj ledvice, pa mehur, ne? Vsem svojim strankam priporočam primerno pitje tekočine vode, ne? Se pravi, ne se nacejati, se pravi, po požirkih vedno, ne? Ker približno to zgleda takole. Zakaj to tako zelo pomembno? Nikoli, da nemo požir vode, ker je vsako uro, vsake 40 minut, gre na želodec, ne? In potem zelo hitro do ledvic, ne? Kot taki. Ledvica, to vodo, narekovaj, uparijo, ne? In ta para je tista, ki drži ključka. Zato kovina, zapravo, ali čakuje vodo, ali pa jo nadzoruje. Zelo, zelo pomembno pitje, se pravi, vsako uro, vsaj je, se pravi, čuječo uro dneva, da smo pač mi, ko smo
smo pač mi budni. Tako, ostro in seveda oster okus. Se pravi, ne vem, gremo na pizzo, pa se bomo kar liter čili, ali zdi, ne, tabasco in tako naprej, peperone imamo radi in tako naprej, po drugi strani pa bok ne tega, ne. Se pravi, jaz ne moram nič oprega, ker pojme zažgele, ker je dobro in tako naprej in tako naprej. Se pravi, oster okus je tisti, kateri bo tudi pokazal, recimo, tega elementa. To je tako nekako, kar se tiče teh elementov. Tako, moj način dela je še več razložil, kako se človek najbolj predstavlja. Če človek pride k meni brez neke postavljene diagnoze samega zdravnika, jaz navadno prvič naredim vedno zadnji konc telesa, kjer način razložim tiste večje točke, o katerih smo se prej pogovarjali, kjer se način pogovarjamo o teh, kje je više, ki zankaje, zelo po domače poskušamo razložiti, kako to pride. Zelo na hitro pride do nekše povezave, če človek se za to dovzeti, če prvi s tem namenom. Vedno tudi rečem, da je prvič najpomembnejše, ker od enkrat ne moramo res tam. In prvič zelo pomembno, da človek začuti, ali je to za njega ali ni. Če ni to za njega, je spravim, ko mogoče res kaj boljš, mogoče kaj druga informirati, mogoče kaj druga še probati. Vedno ta širina dobrodošla. Ne se zatekati samo vedno, da samo eno stvar v življenju. Imejte to širino, probite več stvari na svetu, poskušajte in odločitev naj pade vedno zadnji, se pravi momentu po občutku. Vedite, da pri tradicionalni kitajski medicini je samo ena stvar dokončna in to je to, da ravno to je neč dokončno. Vse se vedno premika, vse je premnožujoče, vse je obširno, tako naprej in tako nazaj. Drugič, naredim drug obisk, ko pride do njega, naredim, se pravi, vedno krtimica, vedno je delna diagnostika, naredim sprednje noge, kjer imanice in želodec, če se malo spomnimo, ker smo govorili o samih elementih, potem če bolj po razmišljanju razglavljamo, dodajamo še prve točke in tako naprej in tako nazaj in pa naredim roke. Na rokah je srce, je perikard, smo rekli, je debelo, je tako, še tako in pa tronigredec. Tretji obisk pa seveda naredim po hrbtenici in tako naprej, tako nazaj, naredim trebuh, organe. Namreč v tradicionalni kitajski medicini se masirajo tudi organi, se tudi po domače rečeno naštevajo in tako naprej in tako nazaj. Skrbno ponavljamo že tisto naučeno pravno države, ker smo spoznali prve dve terapije. Posvetim se tudi ščitnici in pa seveda obrazu. Obraz kot tak predstavlja tudi naše pogled, naše razmišljanje, po drugi strani se upravljajo države z ravnotežjem, države s prehladjem, z odkritvijo telesa, z zobmi in tako naprej in tako nazaj. Tako, potem mojem glavnem delu, kot zaradi pripravljen, oziroma bomo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja, se bomo še malo podružiti kakšne točke. Jaz upam, da ste vsaj večkrat spostili moje drogce in tako naprej, da ste začužili to lepo terapijo in bom rekel, res najlepše rečno hvala. Tujine masaže. Vas, dragi obiskovalke in dragi obiskovalci, po zaključku uradnega dogodka vabim, da gostu zastavite še kakšno vprašanje. Ob izraženem večjem zanimanju pa napoveduje tudi možnost izvedbe nadaljnjih delavnic na temu predstavljanju tehnike masaže. Hvala, da ste bili danes z nami.